Lepo pozdravljeni, dobrodošli v novi epizodi poučne oddaje Popotniški snap. Z vami sem moderator Tile Nipič in danes se bomo skupaj podali na Kitajsko, torej od milijonskih velemest pa do slikovitih in hribovitih pokrajin, ki delajo ta del Azije tako privlačen. Torej, preden se podamo na Daljni vzhod, vam bom povedal nekaj malega oziroma predstavil ozadje naše oddaje. Torej, Popotniški snap se odvija v okviru organizacije Popotniško združenje Slovenije, katerega glavni namen je delovanje na področju mladinske mobilnosti in trajnostnega turizma. S takšnimi in drugačnimi projekti želimo mladim približati čim več priložnosti za učenje in pridobivanje izkušenj za nadaljnje življenje, kar pa je v največji meri mogoče ravno preko potovanj. Eden izmed takšnih projektov je tudi spletni časopis Globetrotter, v katerem so vam na voljo različne popotniške vsebine in popotniški nasveti s strani naših prostovoljnih novinarjev. Zahvala za organizacijo te oddaje gre tudi organizaciji MKC Maribor. Zdaj pa mislim, da je pravi čas, da vam kar predstavim našega novega gosta, ki je danes z nami in si je vzel čast. To je izkušen popotnik Nikola Klašnja. Torej, Nikola, dobrodošel, pozdravljen v naši oddaji. Ja, hvala in lep večer tudi vam. Torej, da prebijemo led, bi te za začetek vprašal, če imaš planirano kakšno potovanje v bližnji prihodnosti, kam se odpravljaš v kratkem? Ja, v sredo grem skupino na Bali in Lombok in še par okoliških otokov, torej Indonezija, seveda so prvomajski prazniki in evo, potuje se, ne? Ja, treba je izkoristiti. Tako da, zdaj, ko bomo začeli mi s predstavitvijo, bi vas pa, dragi gledalke in gledalci, pač pozval, da svobodno postavljate vprašanja in komentarje, na katere bomo odgovarjali tekom predstavitve, pa tudi na koncu. Zdaj pa lahko začnemo tudi z glavnim delom. No, takole, jaz sem nekako naredil en presek, bi rekel, predvsem sem imel v mislih to, da se bo večina vas prvič srečala s Kitajsko, da marsikoga zanima potovanje po Kitajski, tako da slike, ki jih tokrat predstavljam, je presek, bi rekel, tistega centralnega dela najbolj klasične Kitajske. Jaz bi temu rekel Kitajske, tiste Han Kitajske. Se pravi, nekako sem izpustil iz tega potopisnega predavanja ali pa popotniškega snapa, sem izpustil mogoče tiste dele Kitajske, ki jim lahko pogojno rečemo Kitajska, se pravi recimo Tibet, pa seveda notranjo Mongolijo, manjšinske province, Junan, Sičuan, pa seveda kitajski Turkmenistan in tako dalje. Se pravi, danes se pogovarjamo o Kitajski, torej tisti pravi Kitajski, kjer živi 80-90% prebivalstva celotne države, ki sami sebi pravijo nekako Han Kitajci. No, če se vrnem k prejšnji sliki, tukaj lepo vidimo en prizor iz Pekinga, seveda glavno mesto Kitajske, severni del Kitajske, takele uličice danes bi rekli po Kitajski se obnavljajo na novo, se pravi vse restaurirajo in to je en prizor iz ene take lepe popotniške četrti južno od centra. Ta četrt slovi tudi po številnih hostlih, restauracijah in tako naprej. In ko smo že pri hrani, seveda hrana je odlična. Jaz moram povedati, da ko enkrat prideš iz Kitajske, jaz na Kitajskem nisem bil velikokrat, mogoče nekih 10-krat, 12-krat, kaj takega. Poznam kar nekaj ljudi, ki so bili večkrat kot jaz, govorijo kitajsko za razliko od mene in so mogoče res pravi študirani sinologi, a ne. Kakorkoli že, jaz še vedno vsakič, ko pridem iz Kitajske, ker ne morem iti v slovensko-kitajsko restauracijo. Ker ne gre. Pa ne zato, ker bi pogrešal tele, recimo, ne vem, škorpijone na palčkah, te dan današnje jejo samo še turisti, a ne, ampak dejansko hrana v naših kitajskih restauracijah je nekaj takega, kot če bi primerjal, ne vem,
McDonald's s sarajevskimi čevapi. Ne. Oboje je neko mleto meso v nekem kruhu, ampak mislim, da vemo, ne, da razlika je očitna. No. Hkrati pa hrana, kulinarika, ki jo poznamo mi, se ne bom rekel, da so naše kitajske restauracije slabe, ampak ponujajo mogoče samo 5%, pa verjetno sem še preveč rekel, ne, celotne kitajske hrane, ki se itak deli na vsaj 4 različne šole, vsaj 7 različnih načinov priprave hrane, je samo eden od njih je wok in tako dalje in tako dalje. Ne. Recimo pri nas ta njihov barbecue žar, ne, kot ga vidimo na tej sliki, ne, je pri nas, kaj pa vem, tu pa tam ga dobiš, ampak še vedno je to bolj izjema kot pravilo. Eno vprašanje imam tukaj. Je res ta mit, da na kitajsko hrano se je potrebno tudi nekaj časa, da se navadiš? Naprimer, ko prejš na Kitajsko, pa prvič poskušiš njihovo kulinariko, traja nekaj dni, da ti dejansko, da si sposoben normalno uživati? Ja, seveda, jaz sem bil, seveda jasno, še študent, ko sem prvič tja prišel, to je že kar pred časom, in takrat sem si prisegel, ne, da seveda na Kitajskem pa ne bom iskal prej omenjenega McDonald'sa. Seveda sem že po 3 dneh bil v McDonald'su, ker sem si dejansko takoj pokvaril želodec in ja, traja mogoče več kot 3 dni, no. Traja mogoče kakšen teden, potem pa nekako steče. No. To pa ta okus pač postane dejansko ta pravi. Ja, seveda, potem kar naenkrat se ti v teh evropskih kitajskih restauracijah zdi vse isto, vse enako. Saj ni nujno slabo, a ne? Ampak vse je isto brez presežkov. Ne? Res pa je, da še zmeraj kljub temu, ne, da sem velik ljubitelj njihove hrane, pa da vsakič, ko grem, si še vedno privlečem cele vreče začimb, še vedno je vsaj 50% njihove hrane, ki je tudi jaz ne morem prebaviti. Ne, ne uživam v, recimo, ne vem, pohanih ščurkih in surovih morskih ježkih in tako naprej. No. Probali smo pa seveda vse. Kaj pa je tako najbolj eksotičnega, kar pač lahko na Kitajskem dobi, no, glede hrane, ki mi ne poznamo oziroma ne uživamo v Sloveniji? Ja, no, kače in psi, recimo in take stvari, niso vsakodnevni meni tam, to ponekod so celo prepovedane, tako da to je bolj redkost, tako da tista fama, ne, da so ti dali psa, ne mest piščanca, ne, to ni res, ne, ker bi njih stalo to več denarja, tako da tega ti zagotovo niso podvalili. Ne. Najbolj eksotična hrana, po kateri sem jaz v bistvu bruhal, pa je bilo to na Filipinih, ampak je prisotna tudi na Kitajskem, je mogoče balot, se pravi trdo kuhano jajce, ki pa ni jajce, ampak je v bistvu že zarodek noter, se pravi pohrustaš, a ne, hrustanec, zarodek, kljunček, pljuneš ven, a ne, no, beljaka še imaš nekaj, ne, mogoče tako malo kakšno zametki perja so tudi vmes, a ne. Ja, no, nisem celega pojedel, no, priznam, nisem. Sem ljubitelj kitajske hrane, azijske na splošno, ampak kakšnih stvari pa pač ne pojem. Zanimivo. Evo, sedaj pa lahko nadaljujemo. Ja, no, gremo že kar naprej od kulinarike, da ne bomo predolgi. Vsekakor je ena obvezna stvar, ki si jo moraš pogledati, jasno v Pekingu, tam 70 do 80 kilometrov stran je sloviti kitajski zid. Seveda, danes je povsod obnovljen, ampak Peking je kar v redu izhodišče za ogled le-tega. Jaz vsem, ki se mogoče na pot odpravljate sami in ne s kakšno agencijo ali popotniškim društvom, priporočam, no, da naj se izogibajo mogoče kitajskega zidu pri kraju Badalung, ki res mogoče malo bolj spominja na Disneyland kot na kitajski zid, no, mogoče preveč obnovljen, slik od tam pravzaprav sploh nimam. Tole so v glavnem slike iz
kraja Simataj, ki se tudi zdaj pospešeno obnavlja, ampak je še kar nekaj drugih krajev, ki so recimo bolj primerna ali pa bolj avtentična, lepša pokrajina, manj bi rekel plastičnih izveskov, lunaparkov, vrtiljakov, toboganov in takih plastičnih stvari. Tako da, ja, vsekakor se splača pozanimati, kam bo šel si pogledati kitajski zid. No, smo že nazaj v Pekingu, trg nebeškega miru. Seveda od tiste zadnje revolucije dalje je po tem trgu se prepovedano voziti z avtomobili, s kolesi, s čimerkoli, ne. Edino oblasti, se včasih zapeljejo s tanki, je pa seveda to največji trg na svetu, Južna vrata, vsekakor je lepo, splača se, da ko si iščeš hostel ali prenočišče, in jaz s svojimi skupinami smo ponovadi v bližini, Tianmena, se pravi trga nebeškega miru, tako da splača se, da si tam nekako na peš, kajti Peking so res ogromne razdalje. Vsa azijska velemesta, glavna mesta so grozne razdalje in to, kar je za njih blizu, je pol ure vožnje z metrojem, to je za njih blizu. Ampak če si pa na peš, je pa to še zmeraj pomeni kilometer, dva, pa si lepo vesel. Te lahko samo prekinem, ker me zanima, kaj pa glede policije pa vojske, pač varovanja nasploh na teh trgih pa krajih, je veliko tega za videti, ali bolj tak manj, kot v evropskih državah določenih? Ja, kot smo opazili, vojska, policija je povsod, načeloma za razliko od kakšnih drugih, bi rekel, totalitarnih držav, tukaj sploh ni takega velikega problema, če slikaš vojsko pa policijo, oziroma vsaj to po mestih. Drugo je pa seveda, če bi šel, recimo, ko greš v Tibet ali pa v kakšne taka manjšinske province, pa na meji seveda, tam pa seveda velja isto, kar po večini, bi rekel, teh neevropskih držav, vojska, policija se ne slika. Je seveda, oboroženci so povsod prisotni, ampak po drugi strani pa je zaradi tega Kitajska zelo varna država za popotnika, tako da kakšnih kraj, kaj takega, se niti ni treba pati. Ok, zanimivo. Dobro, gremo dalje. Kaj bo vsakemu popotniku na Kitajskem padlo v oči, je to, da je ogromno domačih turistov. Če se vrnem recimo na tole sliko, tole so 3 prizori iz prepovedanega mesta, in ena stvar, ki mogoče odbija popotnike po Kitajski od tega, da sploh grejo tja, je to dejstvo, da bo ogromno, da bo 95% bo domačih turistov, in če greš za vikend bo povsod gužva. Posledično so tudi vstopnine zelo, zelo drage, torej vsaka stvar je tam 20-30 evrov, s študentskimi karticami seveda pol manj, kar je v redu. Dobro, kakšni manjši templji izven glavnih mest bojo, 15 evrov, pa pol manj za študente, ampak še zmeraj tako, na koncu enega 2-3-tedenskega potovanja se nabere 100-200 evrov samo za vstopnine, kar je kar zajetno, bi rekel, zajetna postavka. Tole bi rad omenil, Hutong, to je prizori, bi rekel, iz starodavnih delov Pekinga. Vsa kitajska mesta imajo take ozke uličice. To so v bistvu vasi, ki so jih požrla mesta. To so vasi sredi mesta in tukaj so v teh ulicah se vsi poznajo, ljudje so mogoče še živijo čisto en drug ritem. Videl boš ljudi v spodnjih hlačah pa v spodnjih majicah sedeti pred vrati s čajem v roki, v tistih gumijastih sandalih. Se pravi, oni so tam doma, to je vas, čeprav je Peking lahko še 20 kilometrov okrog in okrog. Na začetku so Kitajci, recimo po drugi svetovni vojni, teh Hutonge uničevali, danes pa so se začeli zavedati, bi rekel, neke tradicije,
močen je kitajski nacionalizem in jih čuvajo, obnavljajo in tako naprej. No. Torej, to so za turista nekako, oziroma za popotnika nekako bolj domači kraj, torej bolj, kako bi rekel, avtentični, pristni kraj za obiskati, kot neka stara mestna jedra, če lahko tako rečem. Ja, seveda. To je tisto mestno jedro, ki je malo ven izven najožjega mestnega jedra, ampak vseeno nekaj, kjer boš spoznal pristne kitajske ljudi brez hord turistov. Se pravi, tukaj ne bo ne tujih turistov, ne domačih turistov prav veliko. Tako da, ja, bi rekel, res tista prava Kitajska, tisti pravi Kitajci, ki ne kupujejo, recimo, ne vem, gaziranih pijač iz plastenk, ampak imajo še zmeraj čutrce s čajem in prekuhavajo vodo in delajo čaj iz nje, zato da lahko se odžejo vode, ne kupujejo niti vode plastificirane in tako naprej. Se pravi, res življenje izpred 50 let nazaj. Dobro, gremo dalje. Kitajska, to je zgolj ena od 5 ali 6 železniških postaj v Pekingu. In kot vidite, prvič, ko smo šli potovati, smo šli s taksi, študenti, smo šli s taksi na to železniško postajo, pa smo rekli, dobimo se pred vhodom na zahodno železniško postajo. No, super, zdaj se pa najti. Itak smo se lovili 2 uri, ampak jasno, upoštevali pa smo pravilo, da na vlak na Kitajskem se gre tako kot na letalo. Se pravi, ogromno je kontrol, ogromno je rentgenov, preverjanja, ne smeš vzeti niti pipca, niti noža, to ti vse poberajo, tudi iz velike prtljage, ne samo iz ročne prtljage. Tako da vse skupaj je, ko prideš na to postajo, en tak velik organiziran kaos, ampak se znajdeš. Prvič, ko si misliš, da boš kar umrl, da nikoli ne boš najdel svojega perona, ampak seveda se potem, jasno, zelo hitro da vse. Kaj pa glede gneče na vlakih, pa to je tako, na določenih japonskih, tudi tako zgleda, kot te slike vidimo, ko jih tišijo varnostniki ljudi v vagone in tako naprej. Ne, to sem mislil indijske vlake, verjetno, ne japonske. Pa indijske, mogoče indijske. Ja. Ne, daleč od tega, tukaj je bolj podobno japonski, oziroma bi rekel nekaj vmes. Se pravi, karte za vlak moraš kupiti krepko vnaprej, razdalje so dolge in tako da karte za vlak se kupuje enako kot letalske karte, preko raznih spletnih iskalnikov. Danes to ni problem več za nobenega, Včasih smo mi, ko smo organizirali te skupine popotniške na Kitajsko, seveda morali karte za vlak kupiti prek lokalne agencije. Danes je vse to skupaj s temi iskalniki spletnimi bistveno lažje. Ampak ja, ne glede na to, a se odpravljaš z nami, se pravi šapo na potovanje s kakšnim drugim popotniškim društvom, ali če greš sam, karte za vlak boš kupil vsaj 2-3 mesece prej. To pomeni, da če greš z agencijo, se boš prijavil vsaj 4 mesece prej na eno tako potovanje, drugače pač no go. No in na vlakih se srečamo s temi napisi, ki jih vidimo tukaj zgoraj, sta 2 napisa iz vlaka. Temu jeziku, sprašujete se, kjer jezik bi to bil, forbids to speak everywhere. Ja, to je v šali popotniki pravimo temu čingliš. Se pravi neka mešanca kitajščine in angleščine oziroma angleščina, ki je prevedena z Google Translatom. Kot veste, kitajski jezik, se pravi vsaka pismenka pomeni določeno stvar, jasno pa je, da če se potem dobesedno prevaja, potem nastanejo take smešnice, da ne bi zdaj spuščali se v to, ker je mogoče žaljivo, ampak drugače smo pa enako bi rekli nevešči tudi mi,
ki recimo potujemo po Kitajski, pa nismo študirali kitajskega jezika, tudi mi, ko se trudimo s kitajščino, izpadamo njim enako smešni, enako bizarni, enake neumnosti govorimo, kot oni, ko se trudimo. Kajti treba je vedeti, da kitajski jezik ima preko 20 samoglasnikov. In ti, da zaslišiš ta pravi samoglasnik, moraš dejansko živeti vsaj pol leta, 1 leto tam. Tako da dejansko noben študent, ki študira kitajski jezik, ne more niti sanjati o diplomi, brez da bi 1 leto živel tam. Ni šans. Dobro, naslednja postojanka na, bi rekel, obveznem krogu po centralni Kitajski je Xi'an, nekoč Chang'an, starodavna prestolnica Kitajske, slavna dinastija Tang, ki je vladala v času, bi rekli, evropskega zgodnjega srednjega veka, je imela to mesto za svojo prestolnico. Arhitektura, ki jo kažem, je seveda novejša, iz časov novejših dinastij Qing in Ming, to je zadnjih 500-600 let, vendar pa še iz tistih časov, ko je cvetela svilena pot, je v Xi'anu še vedno ogromno muslimanov. Torej, to so potomci arabskih in perzijskih trgovcev, ki so praktično tukaj že 1500 let. V tem času so se seveda zmešali s prebivalstvom, prevzeli so kitajski jezik, tudi izgled, fizionomijo, zadržali pa so neke svoje posebnosti, seveda v kulinariki, in pa seveda zadržali so vero. Ne znajo več arabsko, ne znajo več perzijsko, ampak zadržali so islam, in tukaj na desni sliki vidimo minaret. Ja? Torej, mogoče bo koga to presenetilo, ampak ja, to je minaret. Torej, povsem v kitajskem stilu, vendar čisto pravi minaret. Torej, če lahko vprašam, njihove te mošeje so zdaj v obliki v kitajski arhitekturi ustvarjene? Seveda. Odvisno od kraja. To je na prejšnji sliki smo videli stara mošeja v Xi'anu, to je ena najstarejših mošej v državi, ta je v kitajskem stilu. Seveda pa tako kot lahko, da bo bliže boš šel, mislim, bolj, ko greš proti zahodu, sploh v kitajskem Turkmenistanu, bojo zagotovo tudi mošeje bolj v bližnjevzhodnem stilu. No, v Xi'anu si mi ponavadi pogledamo kitajski šov. Seveda je možnost to narediti tudi v Pekingu, praktično v katerem koli mestu. Vam pa vseeno polagam roko na srce, da tukaj v Xi'anu je mogoče več poudarka na času dinastije Tang, ker je bil Xi'an prestolnica v tem, in zaradi tega so vse noše, bi rekli, uniforme tako nekje iz 9. stoletja. Mogoče zaradi tega bolj zanimivo. Seveda je ta šov prilagojen za turiste, jasno je, ampak verjemite mi, pekinške opere 2 uri ne vem, če smo mi sposobni poslušati, tukaj pa pač je mogoče vse skupaj 10-15 minut pekinške opere, pa malo akrobatov, pa malo kung fuja, pa seveda malo teh prizorov, ki smo jih vajeni iz kitajskih zgodovinskih spektaklov. In potem je seveda vse skupaj zelo, zelo gledljivo, in bi rekel, za nas, ki nismo recimo šolani sinologi, je to absolutno dovolj. In okej. Ja, Xi'an ima mestno obzidje, po katerem se lahko zapelješ celo s kolesom, in kolesa celo rentajo za ta namen, in v bistvu izgleda, kakor da bi se s kakšnim Straßenbahnom ali pa unim Skytrainom vozil nad kakšnim azijskim velemestom, in tako nekako voajersko gledaš dol Hutonge, ulice. Ljudje še vedno
še vedno lahko tudi dan današnji vidiš ljudi, ki imajo na ulici plesni tečaj ali pa kung fu tečaj ali pa karkoli, kar ena taka, bi rekel, dobra turistična pogruntavščina, ko so si jo zmislili v tem mestu, in ja, meni je zelo všeč, zmeri gremo okrog, Xi'an seveda slovi tudi po vojski glinjenih vojščakov, ta je stara 2200 let, prvi kitajski cesar je tudi imel na področju v bližini današnjega Xi'ana prestolnico. To je prva dinastija Qin, ki je začela graditi kitajski zid, vendar ta izgled iz kitajskega zidu, kot ga poznamo danes, je vseeno tam nekje 500-600 let star največ, takrat se ga je začelo potem na veliko obnavljati, ko so se znebili mongolske oblasti, torej dinastija Ming je zaslužna za kitajski zid, kot ga poznamo danes, dinastija Qin pa v njihovem času pa je bil bolj kot ne blatni nasip, nič kaj ni ostalo od tistega kitajskega zidu, so pa ostali seveda teli glineni vojščaki. V bližini je sveta gora Huangshan, podobnih svetih gor s podobnimi imeni in s podobno arhitekturo je kar nekaj, recimo znana je tista Tajvan v bližini, na vzhodu države, in tako dalje. Ta pokrajina je seveda fenomenalna, zanimiva, je pa malo problema to, da so Kitajci zdaj povsod zgradili gondole, seveda pa so tudi taki viseči mostovi, tale slika je kar 10 let stara, zdaj so seveda povsod že plastični mostovi z orank razgledišči, kjer si lahko to njihovo gorsko pokrajino bi rekel na bolj varen način ogledaš. Če te lahko prekinem, so bolj zavarovani, kot so bili včasih. Ja, seveda, dejansko, ko smo mi šli prvič, in to je bilo konec 20. stoletja še, so bile poti take, da tudi je kdaj kdo kakšen dol padel, pa se obal. Danes je to takole zaščiteno, tako kot v ZDA praktično, za zelo neplanince, za trotel idiote. Kaj pa glede te pokrajine pa športov, mogoče je tu kako plezalstvo, pa to je razvito kaj v tem stilu, ali samo pač pohodništvo v teh hribih? Zanimivo, da plezalstvo je razvito bolj na jugu, bolj po zaslugi tujih, bi rekel, plezalcev iz zahodnega sveta, ki so tja bežali, se pravi, pridemo še do tiste pokrajine okrog kraja Guilin in Yangshuo, tam se pleza. Tam se pleza, ampak tukaj pa začutim ne. So pa v bistvu ferate. Ferate so pa zelo, zelo popularne. Na tej sliki, mogoče jaz nisem točno razbral, to so ključavnice? To so ključavnice, ja. To so ključavnice za srečo. Zdaj ne vem, odkje, a to izvira iz zahoda ali iz vzhoda, ta navada, še sam ne vem, ampak ja, pri nas v Ljubljani jih imamo tam na Mesarskem mostu, zagotovo so kje tudi na vašem koncu, se je ta moda razpasla, če se pa še ni, se pa kmalu boja. Pa Pariz je znan po teh ključavnicah, pa tako dalje. Kraj Luoyang je znan tudi po starodavnem mestu, pa po samostanu Shaolin, kjer so dejansko ustanovili ta kung fu, torej kung fu je kitajski, judo je recimo japonski, in ja, še vedno ta samostan ima aktivno šolo, sprejema tudi zahodnjake, izpiti sprejemni so težki in je
bi rekel, kar zanimiv ogled. Kakšno pa je pač življenje teh, ko se podajo v te vode? To je dejansko tako kot ta zgodba z sumoborci na Japonskem, če se ne motim, tako da so res temu popolnoma predani, a še kaj zraven počnejo. Zdaj tako je, ne? Oni so tudi zdaj komercialni, ne? Se pravi, oni organizirajo tudi komercialne tečaje. Se pravi, dejansko lahko prideš tja za pol leta in se potem vrneš v čisto normalno življenje. Poleg tega tudi budistični meniški sistem dovoljuje, ne, izstop. V nekaterih budističnih državah, ne toliko na Kitajski, bolj v južnih državah, se celo smatra, da nisi pravi dec, če nisi šel v samostan vsaj za par tednov, če ne za eno leto. To ni tako zelo pomembno na Kitajskem, predvsem zaradi tega, ker seveda družba je še vedno v veliki meri ateistična, ker je pač posledica komunistične revolucije, ne. Tako da nekje meniško življenje ni propagirano, ni tako zaželeno kot nekje drugje v kakšnih drugih budističnih državah. Ampak seveda, redovi so različni, jaz o tem niti nisem tako zelo poučen. Seveda prehrana je vegetarijanska, so določene zakonitosti življenja v takem samostanu, ne. Tudi če seveda obstajajo samostani, ki nimajo zveze s kung fujem, ta pa pač ima. No in evo, tukaj smo pa že v tej najbolj sanjski pokrajini, smo že v bistvu, bi rekel, centralni jug osrednje Kitajske, kraj Guilin, Yanshuo, recimo tole slavni Moonhill, ki je bil znan po plezanju, pa so zdaj zaradi varovanja narave to plezanje konkretno na tem hribu ukinili. Ta kraška pokrajina govorimo o tropskem krasu, ki je v bistvu zaradi erozije bolj izrazit. V bistvu geološko je starejši od našega krasa, se pravi, več je teh, bi rekel, jam, odkoder so se porušili, odkoder so se stropi porušili. In ta tropski kras seveda ni samo na Kitajskem, ne, znan je tudi na Tajskem, pa v severnem Vietnamu, pa nekaj malega ga je tudi v Indoneziji, Raja Ampat, recimo Kuba, potem Mehika. Se pravi, je kar nekaj, bi rekel, teh kotičkov sveta, ki skrivajo, bi rekel, to sanjsko pokrajino teh stoč, teh hribov, ki se pač dvigujejo bodisi iz reke, bodisi iz morja, ne, se pravi na Tajskem in v Vietnamu, ne, je mogoče še bolj spektakularno, ker je vse skupaj na morju, čeprav meni je tukaj lepše, no. Moram priznati, da je meni tukaj lepše. Predvsem je več vsega, ni toliko turistov, ogromno je in najdeš tudi doline, če greš malo s kolesom okrog, kjer praktično ne boš videl turista, no. Jaz bi si upal reči, da je to ta plovba po reki Li ena najlepših pokrajin, no, kar sem jih jaz kdaj videl v življenju, če ne kar najlepša, in moji potniki na šapi, ko grejo, se tudi kar strinjajo, pa nekateri imajo tudi že kar veliko sveta za sabo, ne. Torej, lahko rečemo, da dejansko boljše iti na Kitajsko na te ture, kot pa na Tajsko, tam ko so te plaže, pa te fotografije, ko so iz vode, ravno ti stolpiči. Odvisno, kaj te zanima, ne. Zdaj, Tajska in Vietnam so vsekakor bolj privlačna, da bi rekel, neke slovenske ali pa evropske turiste, zaradi tega, ker imata veliko morskega turizma. Seveda Kitajska ima tudi plaže, jasno, ima tudi tropske plaže, ampak cene so zelo, zelo visoke in na plažah je gužva. Pravzaprav
Edini kraj na Kitajskem, kjer jaz nisem videl gužve na plaži, je Hongkong, ki slovi po svoji, pod narekovaji bi rekel, ekonomski svobodi. To pomeni, da ni gužve na plažah, ker ljudje so v službah, razen v nedeljo. Tako da ja, zaradi tega bo na Kitajsko šel popotnik, ki ga zanima seveda narava, ampak tudi kultura in zgodovina. In bi rekel, ajde, čisto po domače rečeno, odbite lokacije. Na Tajsko pa Vietnam pa grejo tisti, ki bi se radi malo bolj kopali, pa vmes še kaj pogledali. Ampak seveda, jasno, vsak si sam sestavi svojo sanjsko destinacijo. Težko bi zdaj bil sodnik, pa rekel, kaj je boljše, kaj je slabše, kdo ima prav, kdo nima prav. No, tole je pa Šanghaj. Mi ponavadi zaključimo v Šanghaju, včasih v Hongkongu, odvisno od letal. No, ja, vesoljsko mesto, največje mesto na Kitajskem, torej prehitel je po številu prebivalcev tako Peking kot Hongkong. BDP je tudi že na prebivalca, bi rekel, vsaj enak Hongkongu in že višji kot v Pekingu. Torej, de facto je Šanghaj gospodarska prestolnica države in tole je sprehod po znamenitem Bundu in ogled te, bi rekel, slavne kolonialne arhitekture iz časov, ko je bil Šanghaj razdeljen med različne evropske vele sile, prav deli mesta so si japonska, francoska, mislim, ruska in tako naprej, koncesija angleška je bila seveda največja. Nikola, jaz bom pa zdaj na hitro prekinil, ker je prišlo tudi vprašanje s strani publike, torej te jo zanima, kako pa je s čistočo v teh kitajskih mestih? Ja, zmeri boljš. Zmeri boljš. Ko smo mi šli 20 let nazaj prvič na Kitajsko, je bilo res grozno. Se pravi, ljudje so pluvali po tleh, kuharji so pluvali v vok, smeti, ki smo jih dali s prevodniku v vrečki na vlak, ker ni bilo koša, je on začudeno pogledal in vrgel vrečko skozi okno. Torej, v samo 20 letih se je to drastično spremenilo. Recimo, ljudje so na vlaku žvečali one svoje kurje tace, ne govorimo o bedrih, ampak o kurji tacah, in ti pluvali nohte, kurje nohte v obraz, ampak to ni bilo žaljivo, to za njih ni žaljivo. Oni so te hoteli še počastiti, svojo specialiteto. Danes se je to vse spremenilo. Predvsem bi rekel že po zaslugi tiste prve ptičje gripe, torej prepovedano je pluvanje tako kot na Tajvanu že dlje časa, tudi tukaj in v Singapurju. In kakšne take prizore nečistoče, nehigiene prej vidiš potem v teh, bi rekel, manjšinskih provincah, se pravi na obrobju Kitajske, na Tibetu dobiš še kakšne tele štrbung WC-je, kjer se samo malo apno posuje, pa tako naprej. Tam je recimo higiena še vedno, tako bi rekel, na nivoju Bližnjega vzhoda, medtem ko velika kitajska mesta so zelo čista in zelo moderna. Hvala za odgovor na vprašanje. Ja, takole, tole je Pudong New Territories, tole je nekaj časa še pod Deng Xiaopingom bila svobodna ekonomska cona in po zaslugi le-te se je Šanghaj tako nekako zelo hitro razvil, celo preveč so gradili tukaj v Pudongu, tako da jim je potem par let nazaj nepremičninski balonček počil, se pravi, in so nekatere od teh stolpnic so celo prazne. VTC je tale stolpnica, ki spominja na odpirač,
za flaše. Tole je pa pogled iz stolpa, mislim, da Jin Mao, nekoč najvišja šanghajska stolpnica, danes mislim, da že 3. ali 4. po višini, in takole pogled znotraj leti nekaj 10 nadstropij niže. Šanghaj vsakega presune, mogoče celo bolj kot Hongkong. Res pa je, da jaz nisem bil na Japonskem, verjetno je Japonska še za en korak, bi si upal reči, pred tem. Evo, še prizori iz Expota v Šanghaju, kjer se je Slovenija pred leti predstavljala, in nekoč najhitrejši vlak na svetu, ki povezuje šanghajsko letališče s centrom mesta oziroma s Pudongom. Tudi gradili so ga Nemci, ampak tudi ta vlak več ni najhitrejši. To je verjetno tudi Novo mesto, pardon, te prekinjam. Je to Novo mesto, če se ne motim, zdaj nova. Tako da predn gremo pač na Novo mesto, bi ti postavil eno vprašanje se strani naših gledalcev. Dobro. Tako da Anja zanima, če je kitajska hrana primerna za solo popotnike. Tako smo na začetku že malo razpravljali. Kaj ti meniš? Ja, seveda. Absolutno bolj, sploh za solo popotnice, je bolj primerna kot recimo Bližnji vzhod, kajti Kitajci so rezervirani, tudi njihovi muslimani, se pravi, ni tega, bi rekel, teženja, kot je na Bližnjem vzhodu. Seveda so tudi bazarji tam, seveda te tudi tam ogoljufajo, ampak ni, bi rekel, takih agresivnega nastopaštva do ženskega spola, kot je to recimo v nekih bližnjevzhodnih državah bolj značilno. Tako da ja, seveda, primerno. Tole so zdaj prizori iz Hongkonga. Tudi Hongkonga se moraš navaditi, namreč ni pločnikov. Se pravi, ker ni bilo prostora, je v bistvu vse zgrajeno takole, skozi shopping centre, skozi galerije, skozi poslovna središča. Se pravi, hodiš ali po takihle mostovih, ali pa v bistvu skozi, ne moreš hoditi pač po ulici, ni ulic. Tako da spet prvo uro gledaš kot tele, potem se pa po 2 urah si pa že domačina. Na srečo so seveda oznake v angleščini, in se seveda zelo hitro znajdeš. Seveda kolega, ki je bil z mano tukaj prvič, je tekoče govori kitajsko, ampak tudi on se je pogovarjal recimo tukaj v angleško, kajti na kitajskem govorijo, oni temu pravijo Putonghua, oziroma nek, bi rekel, domači jezik, ki bazira seveda na pekinškem dialektu, seveda učijo po celotni državi, ampak v Hongkongu govorijo kantonsko. In zanimivo, v Kantonu, ki je od nekdaj del Kitajske, oziroma že od revolucije dalje, govorijo vsi splošno pogovorno kitajščino, ker se učijo v šolah. V Hongkongu pa ne govorijo te kitajščine, ker govorijo kantonsko, ker znajo samo kantonsko pa angleško. Seveda se te stvari tudi spreminjajo, odkar je Hongkong prišel pod Kitajsko, ampak evo, ena zanimiva, zabavna anekdota, da pač moj prijatelj s kitajščino 10 let nazaj še v Hongkongu ni mogel veliko opraviti. Če si pa napišejo pismenke, pa jo seveda vsi razumejo. Torej, na kitajskem so podnaslovljeni vsi filmi, glasbeni videospoti, poročila, reklame, se pravi, vedno so podnapisi, kajti dialekti so tako različni, da se enostavno ne razumejo. In prizor iz, bi rekel, njihovega hongkonškega bulevarja zvezd, seveda to so zvezde hongkonških, predvsem akcijskih filmov. In en tak lajčev podoben tistemu v Šanghaju, tudi tukaj v Victoria Harboru in Victoria Pika, so teli prizori
na tej sliki. Zdaj pa še eno vprašanje. Kako se pa sporozumevajo tam, kjer ne znajo angleško, pa naprimer kitajsko, kako se turisti sporozumevajo in popotniki? Če naprimer ne znaš dobro angleško ali pa tam, ko pač tudi so drugačni dialekti pa vse to? Zdaj, če znaš angleško, si lahko pomagaš samo v Hongkongu. Problem je v tem, da kljub temu, da se Kitajci pospešeno učijo angleško, je ta evropski jezik oziroma vsi evropski jeziki so za njih res, res težki. Oni, kot že rečeno, če imaš ti jezik z več kot 20 samoglasniki, nekako težko priklopiš na naš jezik, plus recimo za nas so njihovi toni težavni. Za njih je pa problem, je pa slovnica problem, ne? Oni sestavljajo besede, se pravi, vsaka beseda, če jo sestaviš, razstaviš, pomeni nekaj drugega, ne? Razumeš, ne? In niso dobri v angleščini. Se pravi, niso dobri v angleščini in problem je pa v tem, da se situacija še slabša, kajti vsi tisti, ki znajo angleško, jih pobere gospodarstvo. Torej, v gospodarstvu bojo angleško govoreči Kitajci bistveno več zaslužili kot v turizmu in po hotelih, hostlih in tako naprej. Praktično skoraj da ni angleško govorečih osebja, oziroma v hostlih je, zato pa boš v hostlu plačal za recimo dormitor posteljo več kot za dvoposteljno sobo v 3- ali 4-zvezdičnem hotelu, ker si pač plačal nekoga, ki zna angleško. Ampak tudi to je verjetno kakšen študent kitajščine, angleščine, ki honorarno dela, ko bo diplomiral, bo šel v gospodarstvo. Zanimivo. Pa tukaj še imam eno vprašanje glede teh stolpnic. Pač Hongkong je verjetno tisto mesto, ki ima največ stolpnic na Kitajskem, oziroma je verjetno tam prestolnica stolpnic, ne? Če primerjam mogoče še Šanghaj, pa Peking. Pa kaj pa vem, zdaj ne več. Šanghaj se tako nezadržno širi. Mislim, da ima Šanghaj že med 20 in 30 milijoni prebivalcev. Hongkong je vendarle omejen nekje na 10 milijonov, plus minus 1, 2, ne bomo šli v detalje. Tako da jaz bi si upal reči, da je te moderne gradnje danes v Šanghaju že bistveno več. Treba je pa pač povedati, da nazadnje sem bil jaz pred korono in vemo, da med korono se je tudi gradilo, ne? Tako da bi si upal reči, da je Šanghaj prednjačil. Torej, to se res ne moremo pač predstavljati, če še nismo bili tam, kako je to dejansko veliko. Pa že pod površini vsa ta mesta, to je pač dejansko cela naša pokrajina, regija, kakšna Slovenska, naprimer, prav po kilometrini pa površini. Ja, seveda. Ne. Ampak tudi v Hongkongu, kot rečeno, se najde plaža, na katero se greš lahko kopati, pa skoraj ne bo ljudi. Torej, bizarno, ampak resnično, se pravi, kopali v miru smo se v Hongkongu in ne nekje na Kitajskem. Pa voda je bila nasploh tako čista, brez smeti nasploh, mislim, Ja. Voda je bila čista, ni to sinji Jadran, je le ocean, se pravi, ampak nič kaj bolj, bi rekel, motna je bila zaradi peska, ne? To so peščene plaže, ni zdaj to neka vidljivost v globino, tako kot v Mediteranu, ne? Ampak ja, čisto ok voda, ne onesnažena, no. Seveda jasno je, da pa kakšnem Šanghaju, ne, pa moraš iti recimo kakšnih par kilometrov, no. Mislim, sicer Šanghaj tak ni na morski plaži ob reki, ne, ampak čisto, ne, v mestu se tudi ne moraš kopati, ne. Torej, ja, koristne informacije za turiste in tako smo prišli do konca tega potopisnega predavanja, torej današnjega druženja. Verjamem, da smo odgovorili na vsa vprašanja strani gledalcev in gledalk in tudi na moja, in če se še komu porodi kakšno vprašanje kasneje, lahko kontaktira tebe, Nikola, za odgovor. Drugače se ti pa, Nikola, res iskreno zahvaljujem za današnji obisk, deljenje tvojih izkušenj, teh fotografij z nami
In jaz sem izvedel res veliko zanimivega, se veliko naučil, sklepam tudi ostali, ki ste danes gledali to in res še enkrat hvala ti za vse to. Ja, torej, hvala vam, ki ste me povabili in za konec pa še en krajši vic. Ali veste, da imajo na Kitajskem svoj izraz za Štajerca? Veste, kako se reče Štajercu po kitajsko? Čuj, kje je šank? Ta je dobro vic. To pa res, da za Štajersko, ja. Hvala vsem in lep pozdrav. Torej, za hitro še, hvala vsem, ki ste bili danes z nami. Ta oddaja bo tudi kasneje kot posnetek na našem YouTube kanalu. Poleg ostalih epizod, ki jih lahko gledate, če vam pa je lažje, pa jih lahko poslušate v obliki podcasta na temu namenjenih aplikacijah. No, to do naslednjič bodite lepo in veliko potujte. Torej, se vidimo in bon vojaž. Zajden.